Sam vidim pač, da je to, kar družba potrebuje, nek kritičen pogled, neko razreševanje določenih problemov, ne opevanje njenih naravnih lepot. To mislim, da vsi se strinjamo, da so narava v Sloveniji krasna in več kot to, da jo poskušamo ohranjati krasno, ni potrebe. Ali jo opevamo še 100-krat, bo ostala ista. Mislim, da družba, kar potrebuje en zelo jasen, kritičen pogled, in mislim, da se dostikrat v bistvu ljudi, ki smo kritični, pa a je to znotraj umetnosti ali pa potem tudi v kolumnizmu, dojema kot nekoga, ki svoje domovine ne mara. Jaz mislim, da obratno, bolj kot ti ta domovina pomeni, bolj imaš potrebo opozarjati na stvari, ki v tem okolju niso takšni, kakršne bi želel. Bolj imaš potrebo odpirati neke teme, ki se ti zdi, da jih je potrebno odpreti, da je potrebno o njih spregovoriti. Bolj se ti zdi potrebno opozarjati, da so ljudje tam, ki so jim bile storjene krivice, ker si pač želiš živeti še v boljši družbi, ker ti pač ni vseeno. Jaz mislim, da če bi mi bilo vseeno, bi po moje postavljal, bi odpiral teme, ne vem, ki bi predstavili svoje romane, ne vem, v London, New York, pa bi tam odpiral neke teme, ki pač mislim, da ravno zaradi tega, ker sem pač tako močno vezan na ta prostor, jih postavljam svoje zgodbe v ta prostor in odpiram teme, ki se tičejo tega prostora. Slovenija je tako različna, da je nekako težko skupni imenovati. Mislim, da Slovenijo 2 milijona ljudi dojema na 2 milijona načinov. In naš problem je v tem, da bi jo zelo radi jasno definirali, kaj Slovenija je, kaj slovenstvo je, tudi kaj slovenski jezik je. Mi bi vse radi zelo jasno definirali in potem vsakdo, ki ne paše v ta vzorec, bi ga radi označili za neslovence. Jaz mislim, da tu smo dosti krivični, da mislim, da tisto, kar meni najbolj všeč pri Sloveniji, je ravno njena raznolikost. Pa jaz mislim, da se Slovenija mora prizadevati, da bi postala država, ki ne bi nikoli več postavila na svojo mejo bodeče žice, za katero bi bilo to vsaj tako nesprejemljivo, kot da bi na sosednjo državo vrgla atomsko bombo. Mislim, da je to tisto, kar bi bilo nujno. Mislim, da smo mi da tisto, kar je lepota naše družbe, je ta njena neagresivnost. Tudi, če imamo nestrpnost, je ta precej bolj neagresivna, kot je nestrpnost v nekakšnih drugih družbah. In da to je treba negovati, mislim, da to je treba tudi naven kazati, tudi do drugih. In to se mi zdi, to je treba razvijati in ohranjati in nekako skozi to najti neko svojo identiteto.